Lasciam se poi. Dober večer vsem. Zelo ponosna in vesela sem, da sem danes lahko tukaj z vami. Izbrala sem si pesem, ki govori o upanju za boljši in lepši svet. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you care. No need to greed or hunger. A brother who told me. Imagine all the people sharing all the world. You may say
Dober večer in lepo pozdravljene, cenjene dame, dragi gospodje. Dobrodošli na dogodku, ki slavi in odkriva žensko moč, kreativnost, milino in srčnost. Nocoj bomo ženske postavili na piedestal, tukaj le gor, kamor, jasno, zaradi svojih sposobnosti in svoje energije tudi sodite, drage dame. In v spotlight. Ena taka lepa luč bo, da boste izgledale fantastično. To je ta spotlight, v katerem bi se lahko sončile vsak dan v letu brez slabe vesti. Nocoj bomo zbrali femme fatale za leto 2017. Dobrodošli. Kljub temu, da moramo žal danes izbrati samo eno izmed 8 nominirank, pa se mi zdi, in pomagajte mi z aplavzom, dragi gospodje, da imamo tukaj danes v festivalni dvorani polna omizja enih fatalk. A imam prav ali nimam? To imaš svoj aplavz, a imam prav ali nimam? Tokrat za spremembo imam. Definicij fatalnosti je veliko. Od teh, ki govorijo samo o izgledu, o lepoti, o vonju, do teh, ki zahtevajo malo močnejše dokaze o neki moči, duhu, kreativnosti. Mene osebno najbolj zadane in spravi na kolena nek poseben način razmišljanja, neka kreativnost. Spet nekoga drugega, pa jasno samo obseg pasu, odtenek rdečila in dolžina tačk. Ok, v redu, okusi so različni, ni važno, vsakemu svoje, gre pa za to, da današnji večer povezujem jaz. Zato si bom vzel to pravico, da bom radoveden do naših fatalk, tako kot se meni zdi prav in prav naš drugač. Ampak brez skrbi, ne bomo zdaj čvekali kar tja v en dan, razen mogoče Zulo, ona je ena izmed prvih, s katero se bom pogovarjal in vsi vemo, kako namazano njej teče jezik. Ampak ja, ne bomo samo klepetali in čvekali, obenem vas bomo razvajali tudi z okusi in z vonjavami, za katere je seveda zelo precizno poskrbel Bine Volčič, pomoč je pa imel od Vivo Cateringa. Tako da lepo prosim še en aplavz za njih. Bine se nam bo pridružil malce kasneje, še preden pa začnemo s pogovorom, je nujno v bistvu, da se zahvalimo še nekomu, ki nam je pomagal ustvariti ta prijeten večer. Naši sponzorji! Poglej, balon na odru. Wow, kako je velik, kako je lep. In na njem piše Afrodita. Vsi vemo, Afrodita prihaja iz grške mitologije in je boginja ljubezni, lepote in spolnega poželenja. Mogoče ravno zato vse učenke srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo hodijo na maturantski izlet na Kreto, v Grčijo. Kdo bi vedel? Ampak Afrodita se kot kozmetično podjetje danes važi s serumom mladosti Briljant. Ko boste izgledali po tem produktu tako mladostni, tako polni energije, da bodo ostali kar pokali od zavisti. Pazi. V redu. V bistvu to sploh ni bilo tako slabo. Jaz sem mislil, da bom oglušel in da mi bo piskal in da sploh nam slišal prvih 3 nominirank. Ampak se je izšlo. Imamo srečo. By the way, super si zapela. Wow, lepo. Dajmo še en aplavz, prosim, za njo. Kako je lepo zapela. Ok, zdaj pa ne več nje ploskat, ker ona ful ni pomembna. Jaz sem najpomembnejši. Pa te punce ženske, ki se bom z njimi pogovarjal. Ja. Hvala za ta smeh, super. Dajmo nadaljevati v tem slogu. Ja. Nuška, živa. Super. Ok, nadaljujemo s pogovori. Najprej vabim na oder TV voditeljico, modno navdušenko, igralko in sploh vse naokrog medijsko osebnost Ulo Furlan.
Živijo, Ula. Živijo, Domen. A če te kaj vprašati, ali boš kar sama vse? A da rečem hvala lepa, Domen, to je bil dober intro, drugač pa dober večer, dragi obiskovalci, pa ti pravzaprav ne bom. Ne. Bom pridna danes. Ne, danes uživaš, danes si ti na tem stolu, Res je. od katerega hočemo, ta oseba, od katere hočemo nekaj izvedeti. Ne? Velja. Ti počneš marsikaj. Dobro, vsi vemo, da Ula počne marsikaj. Igralka, tako kot sem povedal, voditeljica, tretje. A bi človek lahko rekel, a bi ti lahko zase rekla, da živiš svoje sanje? Po eni strani ja, po drugi strani pa se mi zdi, da živimo v takem času, da je živeti vse te sanje mogoče malo težko, ker je na pladnju ogromno priložnosti, ogromno ambicij, pomanjkanje časa se mi zdi, da je tisto, kar nas vse mogoče malček žuli. In ta prisotnost, da ostaneš v medijskem prostoru, da ostaneš lahko ob priložnosti, da si ustvarjalen, je na trenutke malo izčrpljujoča. Se pravi, če kaj pogrešaš pri svojem delu, najbrž to ni samo prosti čas, ker pač vemo, prostega časa itak primanjkuje vedno. Ne? Ampak a je še kaj takega, kar bi si mogoče želela? Mal miru, mal uglajenosti, mal teže vsebinam projektov in dogodkov, ki se jih udeležujemo. Ta danes je recimo meni pisan na kožo in sem v fantastični družbi in izpiljenem profesionalnem okolju in tako naprej, ampak a veš, ja, dej si, no. Dej si. Ampak včasih se mi pa zdi, da brzimo iz dneva v dan, da hodimo od projekta do projekta in da pozabimo na tisto, kar je vredno, tako da ne vem, mogoče res si osmisliti en blokec, pa si zapisati 3 lepe stvari, ki so se ti zgodile na dan, da pozabiš na tistih 12,000 mailov, ki te ne dregnejo tja, kamor mogoče ni lih fino čutiti. Pa vse to je to, sem po mojem, a misliš, da mislim, da si lahko kdaj privoščimo, da pozabimo, ker vsi kle imamo zagotovo ogromno obveznosti, mailov, odgovornosti in vse tako. Načeloma najbrž nikoli ne bomo najdeli neke formule, kako uskladiti vse to, ne? Nek samo svoj mir v sebi pa s tem, ne? To bi rada našla. To bi rada našla? Ja. No, čestitke in vso srečo pri iskanju. Ja, no evo, če iščeš zadeve, ker res počneš milijone enih stvari, a je karkoli takega, ki si želiš početi, pa te v bistvu noben ne razume ali pa usliši ali pa, ne vem, a je še kakšno področje, mogoče izven medijskega sveta, ki te tudi zanima, ali pa kakšen hobi, ki ga mi ne poznamo. Dobro vprašanje. Veš kaj, ne vem, se mi zdi, da v tem trenutku najbolj uživam takrat, ko pišem svoje kolumne, zaradi tega, ker se mi zdi, da ta namazana beseda v živo mogoče prevzame preveč časa ali je pa preveč dinamična, ko jo enkrat odložim na papir, postane bolj smiselna in se mi zdi, da ima neko rdečo nit in pride do svojega jedra. Tako da najbolj strastno zdaj uživam v tem, da lahko oblikujem svoje kolumne in da sem avtorica svojih avtorskih tekstov in da nisem v lasti in režiji nekoga drugega, ampak sama svoj šef in mojster. Sicer pa, ne vem, mislim, vse to je tako malo bolj odgovor vprašanje, ampak ja, tako kot je gospodična na začetku zapela, imagine all the people could live in peace, da bi se imeli radi, da bi imeli čas se dotakniti, ustvarjati neke lepe zgodbe s sočlovekom, da bi se ta vrvež in drvenje umiril, ampak bi imeli možnost se imeti radi in dihati skupaj. Malo bolj tako. Ja, malo je bilo odgovor, ampak nič hudega. Ne, to si lahko privoščimo. Le, sploh ni pomembno. No, ker jaz se spomnim enkrat, sva se v bolj sproščenem vzdušju pogovarjala, pa si mi zdaj, Koliko je bila ura? Mislim, da je bila 4:30. No, ampak si mi razlagala v bistvu, da tebe zelo zanimajo neke človeške zgodbe, oziroma res ta oseba, s katero se pogovarjaš. Zdajle si pa omenila tudi v bistvu svobodo na nek način. Neko, kjer imaš sama vajeti v rokah. Yes. Dobro me poslušaš, kaj je ura, 4:30 zjutraj ali pa zdaj na odru. Ja, definitivno se mi zdi, da veš, ful so lepe stvari, ki jih lahko
kot človek, ki ima še medijsko izpostavljenost in tako naprej, uspeš kreirati, katerih zgodb del si, ampak mogoče so pa tiste res majhne človeške geste, usode, zgodbe ljudi, ki jih srečaš, ki so povsem navadne, povsem običajne, ki niso usijane s tem sojem žarometov, dogodkovnim, mogoče medijsko izpostavljenim in tako naprej, so pa tiste malenkosti oziroma malenkosti, ki so pravzaprav največje. Valenkosti. Valenkosti. Ker so velike malenkosti. Thank you, nice one. Aha, ok, super, lepo. Ok, še eno kratko vprašanje. Ti imaš izjemno lepe, velike rjave oči in izjemno lep bel nasmešek in še govoriš kot namazano. Malo bo tole privat, ampak čist malo. Nič, nič. Koga najlažje očaraš to? Bolj svoje domače ali tuje ljudi? A te imajo domači že v mezinčku, pa ne padajo več? Kako to misliš, mojo družino, tiste, ki me To res mislim, poznajo, tvojo družino, ali tvoje neznance? ljube. Ja, Se mi tako. zdi, da v bistvu ljudje, ki prvič stopijo v stik z mano, potem so presenečeni, mogoče kakšna sem, da sem mogoče malo bolj fantovskega karakterja, da te tudi medijska luč in priložnosti dogodkov in tako naprej izrišejo drugače, kot si potem ljudje predstavljajo, kakšen si v resnici. Tako da se mi zdi, da jih prepričam bolj s svojo intenzivnostjo karakterja, s svojim smislom za humor, z svojo iskrenostjo, s tem, da se rada dotikam ljudi. Vse veš, da sem hiter v objemu. 1, 2, 3, ne Tako objemo, da to ne je bolj vem, če tle cringe, zdaj po delajo mojem. rjave oči in ta velik nasmeh, ampak mogoče je bolj ta iskrivost misli. No, vidiš, in ravno zaradi tega, ker te hočemo spoznati, ne samo tako kot medijsko, ti damo mikrofon v roke. In Hvala z istim lepa. razlogom, ker je bilo dovolj, ti ga tudi vzamemo. Hvala lepa, dajmo en Hvala, aplavz za Domen. Ulo Furlan. Kot naslednjo nominiranko vabim na oder gospodično pevko, glasbenico Ines Erbus. Izvoli. A bo? Prosti, ja, mam je, kisika v glavi zmanjka, tako sem vneto Ulo poslušal. Dej tlele imaš kavico, ajde. Kaj praviš? Kavico imaš. Kaj? Tan, naši sponzorji. Ja, še eno podjetje imamo, ki se važi nocoj in to je podjetje Bar Cafe, ki predstavlja svoj cappuccino fantasy. Fantazija je le v imenu, okus je resničen. Čin, čin. Ja. Ne bova, ker ni nič noter. Okay. Dobro. Pa tale slogan, okus je, ime je le, fantazija je le v imenu, okus je resničen, to sem si sam zmislil, tako da prosim ljudi iz Bar Cafeja, če boste to uporabili, imam 200 prič tukaj, ki vejo, da je to moja intelektualna lastnina. Pa še Ines vas bo prebutala. Seveda. Zate vse. Ines, ti si od leta 2013 na svoji samostojni poti. Tako je. Mislim- Še sama sem mogla pomisliti. Zadnje čase ugotavljam, koliko sem dejansko stara. Tako da ful hitro grejo leta, ampak ja, od 2013 sem stopila na samostojno pot. To je zdaj že kaj, dobrih koliko? Ja, dobrih 4 leta, ne? Dobra 4 leta. Kaj to pomeni čistočno, samostojna pot v glasbi? Mislim, jasno imaš ljudi, imaš ekipo. Tako, ja, jaz sem prej, ne vem, če poznate, mlajša generacija Foxy Teens. Mi smo začele kot mlade, 12 let sem bila stara, ko sem začela, ko sem prvič stopila na oder. Pol po teh nekih 7 letih dobrega dela, ko sem počasi nabirala izkušnje, sem pa rekla, ajde, zdaj pa je čas, da probam sama. In da se pač učiš, z leti učiš, pridobivaš nove izkušnje in mislim, da sem na pravi poti in si želim to početi še naprej. In jaz ti želim isto. Se pravi, misliš, da si na pravi poti, rezultati so dobri? Dobri. Lahko bi rekli, oziroma tako, tiste fotografije, kar sem jaz videl od Ines takole na socialnih omrežjih in Instagramu? drugod, recimo, to je ogromno ljudi, veliko več je njih, kot je vas zdajle, pa tudi bolj skačejo, pa roke v luft, pa vse to so zelo, Na mislim, nastopih, ja. kakšen je to občutek? Nor.
To je v bistvu le, če ti rabiš kavo, da te zbudi, jaz rabim publiko, da me zbudi. To je moja droga. Ja, sem to si pol budna še 3 dni po enem koncertu. Ja. Ne, noro je. Jaz mislim, da je to najboljši občutek, ki ga lahko dobiš od ljudi, se pravi, da ti dajo ta feedback, se pravi, nekega dobrega vzdušja in to, da oni uživajo, to je pač nekaj najlepšega, kar lahko dobiš in k temu se vedno vsakič vračam. In evo, jutri imam spet nastop, da si malo reklame naredim, Šentvid Prestični, gostilna pri Apu, vabljeni. Njeni sponzorji. To me še zanima. Odgovornost. Ne? Ker če si ti del enega kolektiva, ne? Ker Foxy Teens v bistvu ste bile neke sorte kolektiv, kaj pa potem, ko stopiš sam? Tukaj je ogromna peza neke odgovornosti. Ne? Ja, malo preskoka je, veš. Kar naenkrat si sam na odru, ne vem, a si ti to začutil. Če padeš, te noben ne pobere, se moraš sam povrati. Pride tudi do blackoutov, ne, ampak čez čas se navadiš. Jaz mislim, da čez leta dobiš izkušnje, vsako leto znova se učimo in tudi jaz sem nekako se sama znašla na odru, mislim, da mi gre zaenkrat kar dobro. Čakaj, ampak padeš ti, tvoja zvrst glasbe najbrž ne zahteva neko stage divanje, pa to med publiko na roke, pa to. Ali si tudi Čak, to bi rada probala, to je ena izmed top list, veš, ko moraš probati. To nujno. Noro, prideš zraven. Ljudje te dobesedno nosijo po rokah. Ne? Ja, sam ne vem, če je bilo glih zame to primerno, mogoče za kakšnega tipa. Jaz bi bil v prvi vrsti. Vrš se Ines, vrš se. Ne. Dajmo omeniti, če sodelovala si v oddaji, danes sva glih razmišljala, leto pa pol nazaj je bilo to. Ja, tam sem se spoznala. Znan obraz ima svoj glas. Malo si mi sicer bolj oprijete hlače. Kdo, jaz? Ti. Ja, bolj privat sem bil, to mi dajem na teh zadevah. Ja, Mick Jagger pa to. Zadevo. Ampak tam si nekdo drug vsak teden. Ja? Se spreminjaš, se leviš. In To je- veš kaj, to je mimo fajn, ne? grede, ne vem, koliko ste spremljali, ampak si počela odlično. Hvala. Res. Enako. Zdaj me zanima, hvala. In zdaj me zanima, ker veliko ustvarjalcev ima tudi nek alter ego oziroma neko vlogo, ko nastopa, ne? Ker se tako na nek način lažje prepustijo vsakič znova temu ritmu nastopov in vse to in se vržejo lahko 150% na glavo noter. Si v čem Kako je takem? permento? Ja. Pa veš kaj, jaz sem kar zadovoljna sama sabo. Ampak občasno se pa prav paše spremeniti in preleviti v nekoga drugega, sploh če si to tip, ne? Pol pustiš vse, pustiš, da leti, pade kamor hočeš, brigate za vse, ne rabiš skrbeti za nič in A moram taki smo? povedati, ja, tak, odvisno. Ampak moram povedati, da to sem jaz pri teh moških vlogah sem najbolj uživala. Bi še enkrat ponovila z veseljem. No kaj pa drugače, tako ko nastopaš, ko poješ svoje pesmi, ko imaš svoj koncert, si ti Ines, ki greš na oder, ali kakšno imaš predpripravo? Aha, to misliš? kako? Ne, jaz sem Ja. kar Ines. Jaz sem skozi ista. Načeloma, mislim, nimam s tem nobenih problemov, predstavljam se taka, kot sem tudi na odru. Mislim, da to ljudje začutijo, če si ti pristen, je odziv najboljši. Lepo. No, še to te vprašam, kakšen je kakšen nov izziv pred tabo? No, evo, naslednji teden izdam pesem, še ena reklama, sponzorji, tako da lepo lahko spremljate nova pesem, nov videospot in pa seveda delati na polno. Dobro, čestitke. Mladi smo še, ne? Želim ti vse lepo, upam, da boš danes preživela. Hvala lep večer. lepa. Evo, dajmo en aplauz za Ines Servus. Najlepša hvala. Zdaj pa vabim k sebi bivšo manekenko, radijsko in TV voditeljico Nušo Lesar. Tole je najna podlaga glasbena. Ja, A bo plesala? a res? A Ja, ne vem, ti bi izgleda. kar takoj bi zaplesala, ali kaj? A to je zdaj ponovno, ali kaj po oddaji Zvezde plešejo? Da je nekaj, Tako sem, začneš? sem obljubila, da bom začela plesati, pa že celo poletje štrajkam. Tako da A zdaj je res? že jesen, pa še zdaj nisem nadaljevala, tako, ampak bom. Jaz mislim, da tole ni v redu, ne? Ja, Da jo ni v treba redu. držati za jezik, kot se temu reče. Ne? Nujno. Povej, glede na to, da si takoj vprašala, če bo zaplesala, pomeni, da si po mojem že od nekdaj ti imela, jasno, ta ritem pa vse to v sebi, ampak zdaj pa še korake poznaš, ne? Zdaj imaš še ta arsenal znanja, figur v sebi, ne? Kaj zdaj to pomeni? A drugače žuraš?
Ne. Ne. Jaz sem zelo slaba žurerka, taka penzička sem, tako da jaz v bistvu redko plešem, pa nazadnje sem tako, da me je kdo učil, preden me je seveda začel Andrej v Zvezde plešejo, plesala v 4. razredu. Tako da v bistvu tisto, kar je potem ratal na Zvezde plešejo, je bilo še kar v redu, kot sem mislila, da bo. Aha, Ja. okay. Lepo. In pa zdaj boš to nadaljevala, kot si rekla, na vse tečaje. Ja, nekaj sem obljubila, ne, da bom, tako da zdaj moram držati to obljubo. Ne. Ampak to je zdaj, ta oddaja je bil en ogromen izziv za tebe, verjetno, ne? Največji, verjeten. Največji. Kako sprejemaš izzive? Se vržeš na glavo ali prej razmišljaš 100 let? Razmišljam 100 let. Jaz se skoraj nikoli ne vržem na glavo, zelo redko. No. Tako da jaz sem zelo premišljen človek, velik ziharaš, vse 100-krat pretehtam in se odločam takrat, ko sem zihar. Pa še takrat, v bistvu nikoli nisem čist zihar, ampak sem že toliko časa razmišljala, da grem že sama sebi na živce in porečem, ok, no dej že to nared. No. Aha, a si tehnica po horoskopu? Ne, kdo bi si mislil, a ne, ker zgledam kot tehtenca, ne, kozoroginja sem. To je pa je najboljše znamenje za ženske, sam povem. A se strinjate? Kakšno imaš pa, zanima me statistika teh tvojih odločitev, ko res dolgo časa premišljaš in se odločiš za nekaj. Kakšna je statistika pozitivnih izkušenj, posledic in negativnih? V redu, načeloma se vse kar dobro konča. Mogoče tudi zato, ker toliko časa razmišljam o vseh scenarijih, kako bi lahko šlo vse narobe, da potem tudi, če gre kaj narobe, se mi sploh ne zdi tako grozno narobe, ker je bilo v mojih mislih še 100-krat hujš. Tako da, ne, sem kar zadovoljna s tem, da sem premišljena. Se pravi, kljub temu, da si kozoroginja, ne greš z glavo skozi zid. Če se pa odločim, da nekaj hočem, pa grem, ja. Ok. Ker roge imaš pa še vedno, ne? To pa imam, ja. Ok, to je bil en lep izziv, je bil to. Drugače te poznamo jasno kot TV voditeljico in vse tako. To nameravaš nadaljevati še naprej? Ja, če me bodo hoteli, bom, ja. Te to izpolnjuje, vidiš? Me. Zadnje čase se mi zdi še posebej, no, odkar smo začeli na svetu se osredotočati na pozitivne zgodbe, na dobre zgodbe, se mi zdi, da še bolj uživam. No. Rada ljudem povem kakšno lepo novico. Aha, lepo. Dobro, a je še kakšen nov izziv, ki ga lahko pričakujemo od tebe, kakšen nov cilj, ki si si ga zastavila? Mislim, ok, nekaj imam takih osebnih, ki mogoče... Tega ne raba. Okay. V bistvu sem si enkrat tako zelo splošnega zadala, par let nazaj, da bom srečna. In zelo delam na tem, da delam stvari, ki me osrečujejo, da se družim z ljudmi, ki me osrečujejo, da skušam tiste stvari, ki mi požrejo preveč energije ali pa preveč negativne energije, sprožajo meni, enostavno izločiti iz svojega življenja, kar je ful težko v resnici, ker se mi zdi, da smo kar nalemani na te stvari, ki jih moramo narediti, čeprav jih nočemo. Jaz sem se tudi nekaj časa nazaj odločil, da hočem biti srečen. Sam sem potem ugotovil, da moram tudi znati definirati srečo. Ja. Ne? Kaj sreča pomeni meni in ne kaj mi družba pač govori, da naj bi bila sreča. To si naredila, domača naloga? Mislim, meni je sreča to, da čutim, da svobodno diham. Da lahko naredim, kar si želim narediti, enostavno, da nimam nekih pretiranih skrbi, oziroma takrat, ko jih imam, da točno vem, da so premagljive, da bom pač to dala čez, to pa toliko časa traja, vsaka stvar ima svoj rok trajanja, tudi slabe stvari. Slabe stvari. Hvala Bogu. Ja. Ja. Nuša, najlepša hvala, želim ti en prijeten večer. Hvala, enako. Dober tek. Teraz bom. A to sem bil jaz? Ti me kar izklop, se imam prepono. No, nimam take, ki ima Nuška, v redu je, ampak se me bojo že razumeli. Najlepša hvala, Astrid. Prosim, en lep aplavz za Astrid Kljun, ki skrbi za to, da nekaj prijetnega okušate in obenem poslušate. Zdaj pa vas spet prosim za malo pozornosti, ker bomo nadaljevali, oziroma bom nadaljeval s pogovorom z našimi fatalkami. Mene zvočniki nesejo tja dol do konca, ne? Ja? Na koncu prireditve bomo izvedli krajši kviz, začel bom spraševati pri zadnjih mizah, tako kot v šoli, da bomo vsi točno vedeli, kaj so naše fatalke govorile.
prosil bi vas za malo pozornosti. Danes smo tukaj, ja, zaradi hrane, ampak seveda obenem zato, da pobliže spoznamo naše nominiranke. In kot naslednjo vabim diplomirano psihologinjo, nekdanjo televizijsko napovedovalko Vremena in med drugim žensko, ki svoje srce in tuje želočke razvaja s prav posebnimi sladicami. Na oder vabim Pijo Škofic. Mikrofon iščeva. Vse smo rešili. Hvala. Super. Ja, vse smo rešili. No, jaz mislim sicer, da opazili so itak samo prve 4 mize, ampak nič hudega. Ja, upam, da bojo tudi oni opazili, da imam malo rdeče pesatle. Ti? Zubmi. Sam med samo res? trojko, pa med 4, pa med 6, pa med 8. Povsod, ne? Ja. 9 je čista, ni problema. Tle se bom sem smejala. Pija Škofic, vsi jo poznate z televizijskih zaslonov. Od njej nismo mogoče vedeli, da je diplomirana psihologinja. Ne? Kar je v bistvu zanimivo, ker ti si pred kratkim naredila eno življenjsko spremembo. Ja, res je. Povej. Eno veliko spremembo, velik preobrat, ki verjamem, da večino ljudi ne razume. V bistvu, po domače povedano, sem pobegala od tega vsakdanjega življenja, ki ga vsi poznamo. In spakirala kovčke, vzela psa in šla živeti na osamljen otok. Točno tako. Ona je to Bi naredila. mogli probati. Pa še psa je vzela. A je to bil kakšen chihuahua ali kakšen Ne, doga? imam kar tazga velikega psa, veš. Lepe punce rabimo velike pse, da nas čuvajo. Dobro, lepo. In ta pa si te postal morski pes? Skoraj, ja, skoraj. Ne 5-krat na dan je mogel vodo, ker letošnjo poletje je bilo toliko vroče. Ja. No, ampak povej nam, kaj si naredila tam, na otočku. Tako je, v bistvu, jaz sem šla predvsem zaradi osebne izkušnje, zaradi tega, ker sem to začutila, poslušam svoje srce, pa velikrat, ker grem v nekaj sam zato, ker tako začutim in se na koncu izkaže tudi, da je prav. Šla sem pa v bistvu pomagati ljudem, ki so odpirali lokal oziroma restauracijo. Tako da sem bila tam deklica za vse. Prišla sem v gradbišče, tako da marsikdo si zdaj ne misli, da sem tudi za kakšno lopato parila, pa kakšen les nesla, pa traktor vozila. Pa betone mešalc rihtala. Tako podobno, ne? Ampak ja, na koncu smo pa v bistvu fejst garali, bom rekla, tako. In ste postavili? Postavili lokal, postavili restauracijo. Zgodba o uspehu? Zgodba o uspehu. Predvsem pa odlična osebna izkušnja, zaradi česar sem tudi šla, ker danes v današnjem času si ljudje težko predstavljajo brez nekaterih stvari, ki so nam vsakdanje. To je voda, pitna voda, elektrika, telefon, internet. Danes ljudje ne zdržijo 1 uro, prva stvar je, a je Wi-Fi, no tam ni ne Wi-Fi-ja, ne omrežja. Tako da je to malo drugačno življenje. In v bistvu, kolikor me je bilo strah, kako se bom na to navadila, v bistvu vidim, da imam zdaj več problemov, ker sem nazaj prišla. Da sem nazaj tukaj. Ja, seveda, ja. Kaj to pomeni? Da ne morate delati PR-ja z e-maili, ampak z galebi pismonošami? Tako nekako, oziroma z nasmehom. Se veš, vračamo se tja, kjer se dobro počutimo, tako da je to malo drugačen PR, malo bolj oseben. Obenem, ne, se pa baje tudi zelo dobro počutimo, če zaužijemo nekaj, s čimer se ti ubadaš. Zdaj še malo o tem nam povej. Ljubezen gre skozi želodec, ne. Po moje bomo po tej večeri danes vsi malo zaljubljeni, mogoče. Ja, res je, jaz imam ljubezen do kuhinje oziroma do tega, da nekomu, ki ga imam rada, nekaj pripravim, ki mu ene posebne občutke v ustih in povsod povzroč. Tako da sem sicer zdaj malo dala na stran, ker sem imela toliko s tem dela, ampak ja, z veseljem pripravljam veganske oziroma veganske presne slaščice, pijine dobrote, tako da... Pijine dobrote. Moraš probati kdaj. To se bomo zapomnili in tudi poskusimo. Ne, sam ni sponzor. Nisi naš sponzor, sorry. Ne gre, ne.
Najlepša hvala. Pija Škofic. Hvala. In kot drugo v tem srednjem delu vabim naslednjo nominiranko. Oblikovalko, ki glino spreminja v podobe in keramiko v zgodbe. Hano Karim. Pozdravljena, Hana. Dober večer. Lep pozdrav. Ti izdeluješ uporabno keramiko, kot si rekla. Res je. Kaj vse spada po to? Šalčke, Šalčke, krožniki, krožnički, načeloma vse majhno. Ja. vse majhno. Tudi za te hiške, za barbike pa to. Tudi. Tvoje delo je zelo razpoznavno, v bistvu zelo zanimivo, nekaj drugačnega, obenem pa jasno služi svojemu namenu. Pa me zanima, a je kakšen motiv, ki te vodi skozi tvoje preoblikovanje gline v nekaj več keramike, a je kaj takega, kakšna podoba mogoče, ne vem. Veš kaj, ne vem, jaz sem, najprej ne povem, da jaz nisem tako vajena odra kot mogoče moje predhodnice, tako da upam, da ne bom kaj zabluzila pri odgovorih. Ko boš zabluzila, to vam dol vrgel. Ne boš, ne? Ok, cool. Ja, jaz sem večino dni zaprta v ateljeju in opazujem to pač glino, kako pač polzi in vsakič se mi porodi kakšna nova ideja, vsakič probam kaj novega. To je ful taka osnovna, primarna substanca in me kar sama pelje, veš, v kakšne nove... Vsakič nekaj novega rodi. Točno tako. Jaz sem opazil, ko sem gledal en posnetek na YouTubu, kjer je Hana govorila o svojem delu. Okay. Sicer je zelo... Atelje kot atelje, zelo zanimiv. V bistvu me tudi zanima, kje najbolj packaš, v ateljeju, v kuhinji ali zvečer, ko gledaš mogoče Nušo Lesar na poročilih oziroma na svetu. Kdaj najbolj packaš? Ja, jaz mislim, da moja sostanovalka bi se kar strinjala, če rečem, da v kuhinji veliko bolj packam kot v ateljeju. Ampak v ateljeju imaš tudi ene ogromne zvočnike. Pa sem jaz takoj pomislil na to, valjda, to je zihar zato, ker posluša neko glasbo. 100% ima čisten glas. Me zdaj zanima, a menjaš tudi glasbo, a je to nekaj umirjenega, ali je to nek ta. Glasba je, imaš prav, velik del mojega ustvarjanja in veš kaj, jaz rečem kdaj, da moja playlista, ki jo uporabljam, nima nobene rdeče niti, je od neke mirne klasike ali pa džeza do tudi gangsta rap se znajde. Čakaj, ti hočeš reči, da kad delaš eno lepo šalčko za kafe, da vmes ful gangsta rap poslušaš? Tudi. Sej, ni, Zakaj pa ne? mislim, zakaj pa ne? Ja. Sej rata lepa, tudi s seveda. gangsta rapom, veš. Ja. Ja. Lepo. Upam. No, ampak to sem vseeno želel izpostaviti. Ti si začela z nakitom. Imam prav? Tako je. Glina, perje, veriga, vse. In zdaj si se bolj preusmerila, se pravi, na uporabno keramiko. Ja, res je. Jaz sem v bistvu kar enih 7 let posvetila ustvarjanju nakita in na eni točki sem pač povedala vse, kar sem imela za povedati z nakitom in čisto iz ene osebne potrebe po lastni uporabni keramiki v svojem novem stanovanju sem naredila par šalčk in krožnikov in tako se pač potem razvila nova ljubezen do lončarstva. Tako da jaz sem v bistvu lončarka. Ja pa a to pomeni, ker recimo, mislim, nakit, vsaj meni osebno, tvoj je zelo izpoveden na način, zelo ekspresiven, zelo simboličen, oziroma neka zgodba je za njem, ne? Ja, definitivno nima tako uporabne funkcije, kot jo ima zdaj uporabna keramika, To je res. ker je pač
veliko bolj, bom rekla, transformirala sem ga v nosljivo skulpturo. Sam je bil kar težak in danes mogoče ga ne bi mogla nositi, ker je imel tudi 1,5 kile, a veš. Madonna. Ja. Aha, ok, v redu. No, ampak se pravi, da si se na en način preusmerila od recimo forme k vsebini, ne k uporabnosti. Tako, funkciji. ja, res je. Super. No, jaz ti želim še veliko sreče in uspeha naprej. Hvala, Domen. Ne glede na to, a boš končala tudi z lončarstvom, pa se preusmerila v kaj drugega. Mogoče v povezovanje dogodkov, a mi gre? Mogoče, ne vem, Mogoče. z unim, ki se vrti, pa pač kar nastane, nastane. Evo. Vidiš, super. Hvala lepa. Hvala. Hana Karim. Dragi gostje, prosil bi vas, če se spet posedete nazaj na svoje stole. Ostali so nam še 3 luštni pogovori in 3 možnosti, da spoznamo naše nominiranke, kot jih mogoče še ne poznamo. Na oder vabim profesionalno kaskaderko in blogerko Tjašo Perko. Živijo, Tjaša? Sem preletela. Ja, sem pričakoval, da boš skočila od nekoga ali nekaj. Ne? Danes sem tako lepo oblečena, tako da Danes si zelo lepo oblečena. Se moram lepo držati, ne moram kar letati non-stop. Res je. Glih sem videl tole tvojo gesto, ki si se usedla, tega najbrž ne počneš pogosto, ne? Ne, Krilce tako pa. da danes ful uživam, danes sem ženstvena. Lepo. Kaskaderka, mislim, a nas ne zanima vse, kaj vse to pomeni, kaj vse to vključuje? Kaj so tvoje, v čem si najbolj izurjena kot kaskaderka? Tako je, če odraščaš v družini, kjer je oče kaskader, si pač od majhnega izurjen vsem. Tako da kar pač je, avtomobili, motorji, zajle, Filip pa Blaž sta dobra sodelavca, ki me včasih kam vržeta, tako da vse. Hudo. In to je, bi lahko rekla, da imaš prirojen pogum oziroma prirojeno to, da te ni strah početi take adrenalinske vragolije? Mislim, vedno je prisoten adrenalin, se zato pa to rada počnemo, ne. Tako da včasih me je imel strah, ampak so take stvari, ki, ne vem, mi poženejo srce sem gor in to me fajn nafila in mi je dober. Od tega lahko potem živiš še leto dni. Ja. Kako je, mislim, kaskaderjev vas je, no ne vem, v Sloveniji, koliko imamo kaskaderjev v Sloveniji? Edini profesionalni kaskader je moj oče, a ne, potem so pa še razni podmladki in to je, zdaj, če bi se začela pogovarjati o tem, bi ti lahko razlagala, pač eni so za avtomobile, eni so za motorje, eni so tako da. Ne, ampak to sem bolj hotel vprašati zaradi tega, ker me zanima, če kaskader pozna besedno zvezo ne gre ali pa ne morem. Ja ne, če je ta prav kaskader, pač ne, a ne. Pa greš. No, ampak zagotovo si v svoji karieri naletela na neke, mislim, a naletiš na izziv, ki te na začetku, ki ti požene strah v kosti? Mislim, pred vsakim izzivom se seveda sprašujem, pa tako, kako bo, pa kaj bo, ampak nikoli pa nisem, da bi pač rekla, ne morem. Pač ne smeš reči, ne morem. Tudi v življenju ne smeš reči, da ne moreš, vse lahko. Pač moraš probati, ne? Pa me zanima še, a poteka kakšna, na posamezen izziv imaš zagotovo posamezne priprave? Če živiš z mojim očetom, pač če ga imaš celo življenje zraven, imaš priprave 30 let, tako da ne. To je v bistvu homeschooling, se temu reče, ne? Tako. Se vsaka me vpraša, ja kako, a se pač učiš kaj, pa tako. Ja, lej, če se pač rodiš z avtomobilčkom namesto z barbiko, pač to tako je, ne. Ampak obenem imaš pa ti 2 otroka. Fantka, seveda. 2 fanta, jasno, pa me zdaj zanima, verjetno ti ne rečeš pazi. Ne, reče pa moja mami. Kaj pa ti rečeš, recimo, če vidiš, da je neka nevarna situacija?
Mislim, včasih, glede na to, da sem poročena s smukačem, včasih moram tudi jaz reči, dajte, ustavite se, no. Sem pa vseeno mami, a ne. Ja, Je seveda. treba včasih malo ustaviti. Pa si prenesla kaj tega želje po adrenalinu in neustrašnosti? Še bom, ja, jih mečemo visok. Super. Najlepša hvala. Hvala. Jaša Pergo. Kot naslednjo vabim k sebi dizajnerko, ki združuje udobje in eleganco in začne svoje delo na dnu, pri čevljih. Alja Virjent. Vse v redu, je prižgan. Dela. Dela, ni problema. Zanima me, oblikuješ čevlje, oblikuješ podobo tega, kar nosimo na nogah. Ne? Nekje si omenila, da ta obrt izumira. Ja, res je, žal je tako, čeprav še danes nosimo čevlje. Pač verjamem, da izumirajo obrti, kot so recimo kočijaž ali pa kakšni taki poklici. Ampak čevlje nosimo vsak dan. In sama se trudim že celo življenje, v bistvu sem vpeta v čevlje preko svojega dedka in pradetka, zaljubljena nekako v čevlje in si želim, da znanja izdelave čevljev ne bi izumrla in bila pozabljena. Lepo, ampak to vseeno je mislim, očitno veš, da se to dogaja vse naokrog po celem svetu, to je vedno, kaj to pomeni, da to vedno manj spoštovan, da rečem, poklic oziroma smer ustvarjanja. Problem je, da je danes veliko čevljev na trgu, ampak ko iščemo čevlje zase, jih je težko najti. In moje poslanstvo je, da najdem vsakemu človeku prave čevlje, v katerih lahko hodi in se dobro počuti. Saj poznaš rek, kje pa tebe čevelj žuli. Ja. Iz tega žulja izhaja v bistvu naše razpoloženje, naša drža, naš vsakdan, tako da čevlji nas spremljajo vse nas, celo življenje, od prvega koraka do zadnjega. Od malih copatk številke, ne vem, kaj najmanjša, 12, 13, kako je to? Recimo, ja. Recimo pa vse tja do 44. Ja. Zanima me, kako na tvoje delo vpliva razvoj tehnologije, oblikovanje tehnologije. Zagotovo se tukaj začne pojavljati nebroj nekih novih možnosti mogoče. Ja, danes v bistvu čevlji se še vedno pri vsaki fazi mora sodelovati človeška roka, kljub temu, da se strojno izdelujejo. In ravno zdaj v bistvu si želim oziroma delamo na projektu izmere stopal z 3D tehnologijo in seveda prihajajo tudi 3D printerji, a ne ženske, koliko bo dobro, kad si bomo lahko doma sprintale čevlje za zvečer. Dej neki! Aha, to je potem rešen ta večni problem. Nič nimam za obut, ne, in kasneje tudi pa za obleč. In to je to. Ja. Nekje sem prebrala v bistvu, da so čevlji pri ženskah toliko priljubljeni ravno zaradi tega, ker če se malo zredimo, pa tako so nam še vedno prav. Super. Dobro, se pravi, je tudi zame še vedno upanje, ker jaz imam malo platfosa pa to, ne. Se pravi, bom lahko sam na svojemu kompu naredil, vklopil platfos funkcijo in... Ja, in bo rešeno in boš lahko hodil še boljš kot zdaj. Ja, pa a ne bo to ravno vodilo še k temu, da spet na en način k pomanjkanju tvoje prisotnosti v tem... Ne, ni res, ker znanja, da sploh poveš računalniku, kaj mora sprintati, mora endati v računalnik. Aha, to je res, to je res. Ja, ker ti v bistvu samo, recimo temu prodajo oziroma temi masovnim zadevam nimaš toliko skupnega verjetno, ampak imaš pri sami korenini izdelovanja čevljev. Ja, tudi Bine je prej rekel, da se vedno vrne k koreninam. Tudi jaz se vrnem k koreninam, k bistvu čevlja, k znanjem, ki mi jih je predal moj dedek in ta znanja ne samo v čevljih, tudi na splošno v življenju, kako razmišljam, v bistvu nekako izhajajo iz njega, vedno mi odzvanjajo v mojih ušesih. Predvsem, ne vem, tudi kakšni reki, kakšne take resnice v bistvu, ki danes veljajo.
Aha, lepo. Hotel sem te samo še vprašati pri tem svojem delu. Na katere ovire največkrat naletiš? Ovir je veliko, če hodiš po poti svojih sanj. Ampak ovire so zato, da jih preskočimo. Pa če ne gre pri vratih, gremo pa čez okno. A ne? In najlažje je to narediti z res kvalitetno obutvijo, ne? Ja, absolutno. Super, najlepša hvala. Hvala lepa. Alja Virjen. In kot zadnjo nocojšnjo nominiranko vabim na oder, kot se je sama pomenovala, radiko in televizijko Oto Širca Roš. Dober večer, še malo pa nehamo nakladati. Se boš komi začela? Čak. No, ne nakladati, oprosti. Ja, ampak govoriti tako. V bistvu te najbolj poznamo, jasno, iz radijskih valov, pa iz TV, ampak to, kot si sama mi enkrat omenila, to je ogromno enega backgrounda ima to, ne, delano na sami televiziji. Se pravi, ti tudi na en način opravljaš delo raziskovalne novinarke, če lahko temu rečem. Vse, v bistvu tistih 5 minut, če se skoncentrirava na pop-in, ki jih vi zvečer ponavadi zelo radi si pogledate, a ne? Terja cel dan dela oziroma ves teden planiramo, potem so tereni, potem so montaže in vse ostalo, zato da lahko 5 minut zgodb predstavimo in je zelo zabavno, zelo zanimivo, zelo navdihujoče delo in zajema 100.000 enih različnih aspektov. In je fajn. Res je, meni se tudi osebno zdi, da bogatite v bistvu ta večerni program tik preden se končajo lepo, hvala. V bistvu poročila in to. Ja, zelo lepo. Zanima me, kdaj se ti počutiš najmočnejšo? V kariernem smislu, v službi. Deva lahko oboje. Takrat se počutim najmočnejšo, ko imam pred sabo človeka in to imam najrajši imam intervjuje, najrajši se pogovarjam z ljudmi. In iz njega izvlečem stvari, ki jih sploh ni želel povedati, pa ne mislim v nekem trivialnem smislu, ampak da iz njega izvlečem tisto energijo, ki jo mogoče ni bil nikoli pripravljen deliti z nekim neznancem, da mi je pripravljen kaj tazga povedati, skratka, ko raziskujem ljudi in mi jih rata vsaj malo raziskati, takrat se počutim najmočnejšo in najsrečnejšo v svojem poslu. Aha, to zagotovo zahteva neko znanje psihologije, mislim, ker ti imaš res kratek čas, ne, da si predstavljam, da imaš kratek čas, da od sogovornika zveš, ravno dobiš to pristne odgovore, da dobiš njega, ne, kot... Ne vem, po mojem zato, ker to rada delam, pa me ljudje res zanimajo. The best. Kaj pa, je bil že kdaj kakšen trenutek, ko si pač se znašla na tleh, da tako rečem. Na zadnjih 3 črkah nisi vedela, kako ostati, kam iti naprej, kako? Zasebno, poslovno, oboje. Kar želiš podeliti z nami? Absolutno. Mislim, hočeš konkreten trenutek. Zanima me v bistvu, s čim, kako se postaviš nazaj na noge? Jaz imam zelo dober obramben mehanizem. Najprej se malo za 5 minut se zasmilim sama sebi, potem se razjezim sama nad sabo, ker sem si dovolila pripeljati se v to situacijo in potem takoj začnem iskati rešitev, ne maram jamrati, ker potem se zaciklaš. Tako da na ta način skušam rešiti zadevo. Sem pa zelo verbalna in moram vse te faze zelo na glas deliti s svojimi bližnjimi, ki me poslušajo. Zelo lepo, en aplavz za bližnje, ki jo dobro poslušajo, fantastično. Vse na koncu je ta najlepša faza, tako da so tudi oni nagrajeni. A te to prostovoljno poslušajo ali morajo sedeti pa poslušati? Ja, seveda prostovoljno, če so zvezani na stolu, potem pač... Jasno, se ni rekel, da hoče kam drugam. So to hotela, ne? Najlepša hvala. Ota Širca Roš.
Tako, dragi gostje, slišali smo vseh 8 nominirank, preden pa se začnete sladkat z naslednjo stvarjo, jedjo, ki jo je pripravil Bine, pa na oder vabim Nuško Drašček, zmagovalko letošnje popevke, s pesmijo Tak dan. To jutro se mi nič ne da in sonce naj še malo spi, da bom v miru sanjala. Nikamor se mi ne mudi, brez mene svet se bo vrtel in tvoje vse neumnosti niso več moj problem. Veš, da danes je tak dan, ko sama rada bi bila in iskal me boš za skala bom drugje in ko mine norost, tebi spet vrnem se. Naj telefon pokvari se, škoda mojih je besed. Se zdaj lahko počaka me, časa si ne dam vzet. Nikamor se mi ne mudi, brez mene svet se bo vrtel in tvoje vse neumnosti niso več moj problem. Veš, da danes je tak dan, ko sama rada bi bila in iskal me boš zaman, vso noč bom plesala. Ti dobro veš, da danes je tak dan, ko srečo iskala bom drugje in ko mine norost, tebi spet vrnem se. Tak dan, ko postal boš sam. Saj veš, da danes je tak dan, ko sama rada bi bila in iskal me boš zaman, vso noč bom plesala. Ti dobro veš, da danes je tak dan, ko srečo iskala bom drugje in ko mine norost, tebi spet vrnem se. Ti dobro veš, da danes je tak dan, ko srečo iskala bom drugje in ko mine norost, tebi spet vrnem se. Ko ostamo sam, ostamo sam, ostamo Tako, dragi gostje, vsi, ki ste zunaj v avli, prav lepo vas vabim nazaj v dvorano, ker smo prišli do sklepnega dela današnjega večera. Izvedli bomo razglasitev Femme Fatale za leto 2017, poklonili ena izjemno lepa darila različnih pokroviteljev oziroma podjetij, da tako rečem, ki jih bom tudi seveda omenil. To je res izjemno, mislim, veliko enih daril je, veliko lepega je, tako da jaz predlagam tule vodstvu, če lahko naslednje leto mogoče še za moške kakšno tako prireditev organizira. L'homme brutal ali pa kaj takega. Ne? Hvala. Ne? To je čista nek novodobrini šovinizem se tukaj dogaja. Ne? Ne, ampak tudi če bi bil homme brutal, jaz najbrž itak ne bi bil nominiran. Ne, mislim, da ne. Spet bi samo vodil. Fajn. Ja, ampak še preden pa pridemo na razglasitev,
pa prisluhnimo eni novi glasbeni skupini oziroma pop-opernemu triu. Producenti Eroike nam bodo predstavili Eroiko Aromatiko. To so sami šolani operni glasovi, o katerih se bo še veliko slišalo in veliko videlo. Prav danes je pa premierno njihov prvi nastop. In jasno, ker je ta večer, hvala lepa, tako. In ker je ta večer posvečen fatalkam, bo z njimi seveda zapela tudi Femme Fatale leta 2015 Nuška Drašček. In tako se bojo Eroika Aromatika in Nuška Drašček poklonili vsem fatalkam in ljubezni. Izvolite. Chiudo gli occhi, penso a lei, il profumo dolce della pelle sua e una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando credo solo in te. Grande amore, dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi che sei, e schiudo ogni me L'amore, dimmi che sai, che solo me sceglierai. Tu sei il mio unico grande amore. Passeranno primavere, giorni freddi e stupidi da ricordare, maledette notti, pensi a non dormire, altre a far l'amore. Amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando amo solo te. Dimmi perché quando vivo solo in te. Grande amore, Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. dimmi che sei, respiro dei giorni miei. Amore, Dimmi che sai, che non mi sbaglierai mai. Dimmi che sei il mio unico grande amore. Tu sei il mio unico grande
Ja, ekola, oprosti. Moja predskupina. Jaz zdaj imam še 2 uri materijala. Ne, hecam se. Kaj je bilo pa to lepo? To ni kar tako, veste, tole opero za 5. Fantastično. Eroika, aromatika, jaz mislim, da bomo o njih še veliko slišali in zagotovo bojo pobrali vse ta boljše dvorane 14. februarja in ostali performeri, nič ne bomo mogli delati takrat. Ampak čestitke, super ste. Zdaj pa smo končno prišli do trenutka, ko razglasimo Femme Fatale za leto 2017. Zato, tako, ne rabite še ploskati, še ne vemo, kdo je. Zato vabim na oder tu k sebi odgovorno urednico revije Avenija, gospod Petro Kancler. Izvolite. Hvala. Dober večer. V čast in zadovoljstvo mi je kot glavna urednica revije Avenija razglasiti Femme Fatale leta 2017. To je Ota Širca Roš. Čestitke Ota. Gospa Petra Kancler podarja Oti vazo kristalna rogaška iz serije Magic Light, ki jo je navdihnil svet 1001 noči. Jaz, Ota, ti po tem trenutku predajam še No, slikajte se, no. Čakaj, zdaj imam jaz nekaj pripravljeno še za te, Ota, ker se boš pa res lahko slikala. Izvoli. Še šopak, kar prosim, kar stopite zraven, No, to sem pripravil, odlično. Čestitke, draga Ota, šopak podarja Arboretum Volčji potok, obenem pa vabim na oder tudi predstavnico podjetja Slow Watch, gospod Azro Cehic, da podari Femme Fatale uro in nakit znamke Thomas Sabo. Gospa Azra, izvolite gor. Tako, zdaj pa lahko še kaj primam. Tako, izvoli bom tule dal, z veseljem. In pa vabim na oder tudi predstavnico podjetja Garlen, gospod Ireno Boh. Najlepša hvala, izvolite, gospa Irena, še vi. Ja, ogromno enih daril, lepo, ne? Izvolite, da ti še primam tole, ti bom kar dal. Najlepša hvala. Zdaj pa vabim na oder še vse ostale nominiranke, če se nam lahko pridružijo še na enem skupnem fotografiranju z gospo urednico. Dajmo en velik aplavz še za vsa ostala dekleta, ki so bila fantastična. Kot sem rekel na začetku, ogromno enih fatalk je danes tukaj z nami v dvorani. Gospodje, za trenutek se umaknite, prostora za fotografiranje bo več, oziroma časa več kot dovolj. Stopite, prosim vas, vsi skupaj, vse skupaj. In zdaj je čas, da se lahko pofotografiramo vsi skupaj. Jasno bodo dekleta dobila tudi darila podjetja Afrodita in vse izjemno lepke šopke Arboretuma Volčji potok.
Naj spomnim še, da vse gostje ob odhodu čaka en dober americano, negrani koktejl, ki se ga boste lahko privoščili na poti domov. No, zdaj so pa lepo postavljene. Jaz predlagam še en aplavz za zaključek tega lepega večera. To so naše fatalke leta 2017 in med njimi Ota Širca Rož, ki je za letos odnesla ta laskavi naslov. Čas je in prav je, da se zahvalim tudi vsem ostalim podjetjem, ki so pomagale, da je ta večer res nekaj posebnega. To so Bar Cafe, Afrodita, Gorenje, S. Oliver, Slovač, Vino Berce, Steklarna Rogaška, Campari, Lightram, Garlen, Festivalna dvorana, jasno, in Pionirski dom, Vivo Catering in Arboretum Volčji potok. Najlepša hvala vsem, da ste pomagali izvesti tako prijetno prireditev. Vse čestitke dame še z moje strani, še je časa za fotografiranje, za druženje. Upam, da ste uživali, da ste se imeli lepo, da ste se dobro najedli in vsem želim lahko noč in lep večer še naprej. Ja, najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala. The best. Ja, po mojem. Da se klopim. Po mojem je. Ja.